A kako prepričati mlade, naj se sploh odločijo za cepljenje? Namesto, da jih obravnavamo kot otroke, ki bi jih radi brez argumentov prepričali, naj nas pač ubogajo, bi jih morali jemati kot sebi enake in jim predstaviti strokovno utemeljene razloge za cepljenje. Jerneja Hribar-Bukovič je z nami. Dobar dan. Dobar dan. Torej, vi ste psihoterapeutka in veliko vaših strank je prav mladostnikov. Se po vašem mladi zavedajo tega pomena solidarnosti, ne? Da se pravzaprav ne cepijo toliko zaradi sebe, kot zaradi drugih starejših in ogroženih, ker sami bi verjetno okužbo preboleli brez nekih večjih težav? Najprej bi rekla res, jaz v svoji terapevtski praksi in moji kolegi opažamo, da je vse več mladih. Govorimo o populaciji, ki je tja nekje do 25. leta, med njimi je veliko študentov, srednješolcev, žal pa zadnje čase tudi vse več osnovnošolcev. Zdaj, dajva nasloviti solidarnost in pa mogoče odgovornost kot dve vrednote mladih. Sama pri svojem delu opažam, da solidarnost in pa odgovornost mladih kotirata precej visoko kot vrednote. Če povem recimo dva primera, ki sem jih imela zdaj v času zaprtja. Naprimer, prvi primer bi bil klientka, ki je striktno želela nadaljevati po spletu, to se pravi terapijo preko spletnih medijev, in sicer iz razloga, ker živi skupaj s svojimi starimi starši in jih je želela obvarovati. Enako so nekateri vztrajali pri nošenju mask, kljub temu, da smo imeli odprta okna, kljub temu, da je bila velika razdalja med nami, da smo se držali vseh ostalih protokolov. Torej, se zavedajo odgovornosti. Ja, absolutno. Hkrati pa vendarle vidimo, veliko je obsojanja, ker se družijo na maturantskih izletih. Kako je v bistvu vplivalo nanje to, da so bili toliko časa izolirani, da niso smeli ne v šole, ne na druženja, zdaj, ko je to na nek način dovoljeno, jim pa nekateri še očitajo, češ kaj počnete, ogrožate druge? Zdaj sama težko izpostavim, koliko je zdaj recimo povezava med tem, da se grejo cepiti, da se odločijo za cepljenje in pa samim zaprtjem. Sigurno je pa zaprtje pomenilo za njih izgubo nekih stikov, predvsem fizičnih. Tudi na področju, to se pravi, odnosov z učitelji, je bil ta stik nekako šibek, pretrgan v drugačnem načinu, kot je bilo. Morate vedeti, da v bistvu to spletno učenje je potegnalo marsikaj za sabo. Tudi to, da je v bistvu pozornost precej padla, da je bilo v bistvu potrebno bistveno več motivacije z njihove strani, notranje motivacije. Če so imeli podporo staršev, je šlo to mogoče majčkeno lažje, če pa so bili sami, pa v bistvu so bili precejšnji stiski. In takrat je prišlo tudi do več tesnobe, do paničnih napadov. In na drugi strani učiteljev, ki so se spopadali s podobnimi stvarmi, ampak so se mogli vsem držati določenih pravil. In ko nekdo ima dnevno po 3-4 panične napade in ne more dosegati tistega nivoja znanja in ne more morda slediti temu, da pride točno na izpit, test, ni bilo posluha in niso bili slišani. Ne bom rekla, bile so izjeme, ampak večini pa ne. In zdaj pričakujemo od njih, da bojo oni nas poslušali, kaj je tisto, kar je prav in kaj bi mogli narediti. Na kakšen način pa bi jih torej lahko motivirali za cepljenje, ali je zdaj že prepozno? Zdaj klasične avtoritete a priori pri najstnikih ne delujejo. Avtoriteto si lahko izboriš na način in v bistvu tej avtoriteti potem tudi mogoče verjamejo s tem, da v bistvu gradiš odnos, da dobiš njihovo zaupanje, da si avtentičen. Na ta način te lahko spoštujejo, da jim pokažeš svojo pot, v katero sam verjameš, da jih povprašaš, kakšna je njihova. In mogoče, če jih boš prepričal, bojo sledili tvoji poti. Če ne bojo pa svoji. Ja, vsekakor pa morajo biti slišani, ne? Tako. Najlepša hvala za tale pogovor. Ja, Srečno. Srečno.